Lep dober večer želim in dobrodošli vsi skupaj. Malce je hecno, danes je petek 27. november in zaključujemo teden Festivala Društva novinarjev Slovenije, naprej Forward, festivala kakovostnih medijskih vsebin, v prav posebni, tokrat online izvedbi prvič. In prvič bomo tudi, namesto da bi proslavljali, nazdravljali, nekje združeni vsi skupaj, se klanjali tistim, ki so letos med novinarji najbolj izstopali, takole vsak na svojem, seveda upam, da nič manj ponosni na svoje novinarske kolege. Z vami sem v enem od studijev Pop TV-ja, redakciji, v katerem delam, Nika Kunaver, in moram priznati, da imam malce treme. Izbor nagrajencev je namreč dober, zelo dober, vabljeni torej na nocojšnji zmenek z njimi. A začnimo lepo po vrsti na začetku. Pozdravljam najprej predsednico Društva novinarjev, Petro Lesjak-Tušek. Petra, lepo pozdravljena. Takoj, ko bo mogoče, bomo imeli tudi tisto pravo podelitev, kjer se bomo lahko objeli, si tudi čestitali, kaj ne? Zagotovo, jaz se veselim, da pride enkrat ta bolj svoboden večer, ker bistvo novinarskega festivala oziroma podelitve nagrad je ravno v druženju, v tem, da se lahko objamemo in si zaželimo vse dobro. Naše društvo sicer šteje nekaj manj kot 1000 članov in prav vsi smo se letos znašli v teh res nepredstavljivih časih, tako vsebinsko kot logistično smo se morali precej prilagoditi. Nočem zdaj niti približno zamoriti scene s tem, kaj nas čaka slabega v prihodnjem letu ali na prihodnjih mesecih, ampak vseeno, kako smo pripravljeni na vse te izzive, ki nas čakajo? Jaz sem prepričana, da smo dobro pripravljeni, na vse zadnje smo to v tem obdobju že pokazali. Uredništva so se dobro odrezala, tudi tista, ki niso prišla do nominacije ali pa do nagrade. Veliko verodostojnih vsebin je bilo in prepričana sem, da imamo vse možnosti in nastavke, da gremo v tej smeri naprej, profesionalnega, etičnega, kakovostnega novinarstva, ki ga nocoj tudi nagrajujemo. No in gremo zdaj kar k akciji. Pred nekaj minutami je šla vest o tem, kdo so letošnji nagrajenci v tako imenovano javnost. Izbor ni bil lahek, to vam lahko pove čisto vsak član iz naše porote, ki je izbirala. Letos je sestavljena nova s 3-letnim mandatom, če začnem pri predstavnikih javnosti, dr. Dan Podjed, antropolog in raziskovalec pri ZRC SAZU, Boštjan Narat, doktor filozofije, nekdanji profesor in odličen glasbenik, ter doktorica Tina Lengar Verovnik, raziskovalka, profesorica in po domače stručko za naš jezik. Novinarjev v poroti ne bom posebej predstavljala, jih poznate. RTV-jeva Tjaša Škamperle, Gašper Završnik z Dela, Večerov Ciril Horjak. Kot predstavnica Pop TV-ja v poroti sodelujem tudi sama, no članica pa je tudi šefica našega društva Petra. V imenu fotografov pa je naš član tudi predsednik režije fotoporote Uroš Hočevar. Petra, predlogov je bilo letos veliko in predlogi so bili dobri, ampak porota vseeno ni preveč zapenjala, smo bili kar usklajeni. Drži, predlogov je bilo precej kvalitetnih, tako da smo tehtali, vendar končni izbor mislim, da je bil res precej soglasno sprejet in da smo lahko zadovoljni. Nabor dokazuje kaj? Da imamo dobro novinarstvo. Vsakič se lahko tega znova veselimo. V bistvu celotno obdobje, vsak dan skoraj se pritožujemo, ugotavljamo, kaj vse lahko gre narobe. Jezni smo, prepričani, da se bomo nekoč poslovili iz tega poklica. Na koncu pa vsakič znova ugotovimo, da pravzaprav ne moremo drugače kot biti novinarji in nas lahko samo veseli, da je med nami toliko dobrih kolegov. No, torej začnemo z naborom tistih najmlajših, to je debitantov. Tako kot lani smo prejeli 9 predlogov in izbrali 2. Prva je novinarka neodvisnega portala, ki navdušuje svojo zrelostjo, natančnostjo in odgovornostjo. Spretno je prepletla analize uradnih podatkov, izkušnje mladih pacientov z izkušnjami strokovnjakov in kompleksno tematiko z vsemi težavami in izzivi pri zdravstveni oskrbi mladih v duševnih stiskah približala bralcem. Debitantka leta je novinarka portala Oštro, Katarina Bulatović.
Katarina, marsikdo letos zaprt v lastno gospodinjstvo in odrezan od socialnih stikov bije tiho bitko s svojim duševnim zdravjem. Preiskovala si več mesecev. Povej, zakaj takšne teme, pomembne teme, sodijo v novinarski diskurs in s kakšnimi izzivi si se pri raziskovanju soočila? Začela sem razmišljati o tej temi že kar nekaj časa nazaj, pred kakšnimi 3 leti pravzaprav. No. Takrat sem bila še novinarka Dela in takrat sem slučajno videla vest, ki jo je objavila Slovenska tiskovna agencija, da se je število oziroma da se je poraba zdravil med otroci in mladostniki v zadnjih 10 letih res povečala. In to se mi je zdelo ena taka dobra iztočnica za eno dobro zgodbo. In šele ko sem prišla na Oštro, sem nekako začela kopati po tej temi. Mislila sem, da bom lahko zbrala zgolj podatke, poklicala nekaj strokovnjakov, našla kako osebno zgodbo, ampak bolj kot sem začela brskati po temi podatki, več stvari kot sem prebrala, bolj se je začelo zapletati. Nekako sem ugotovila, da pravzaprav ni največja težava to, koliko zdravil pojedo mladi in otroci, pa tudi odrasli, pač pa da veliko mladih oziroma večina pravzaprav sploh ne more dobiti pomoči, ko potrebuje. Preprosto zato, ker je zdravstvena mreža tako izrazito podhranjena pri nas, da večina mladih ne dobi pomoči takrat, ko jo potrebuje. In se mi zdi, da je to ena taka tema, ki je pravzaprav bila zelo pomembna še pred pandemijo, ker se vsak od nas slej ko prej nekako sooči s tem področjem, pride do nekega prepada v svojem življenju, ko se začne spraševati. Dobiva pa ta tema, se mi zdi, da ravno v tem trenutku, v času pandemije, en dodaten pospešek. Veliko je stisk v tem trenutku, si upam trditi, in to so stiske, ki so z zaprtimi zidovi. Katarina, najlepša hvala in še enkrat čestitke. Drugi debitant prihaja iz velikega tradicionalnega medija Pop TV-ja in izstopa s svojo neustrašnostjo in sposobnostjo razumevanja tudi najkompleksnejših tem. Pravo vprašanje zna postaviti ob pravem času, kar smo letos večkrat videli pri živčnem odzivu naših odločevalcev. Ne ustavijo ga ne pritiski, ne grožnje. Debitant leta je novinar oddaje 24 ur Tadej Grešovnik. Tadej, če se spomnimo le gospodarskega ministra, pa notranjega ministra, pa dekanjo ene od največjih fakultet, katerih postranske zaslužke si pomagal raziskovati. Povej, te je bilo kdaj zares strah? Strah. Ne vem, če me je bilo strah, je pa seveda v tistem trenutku, ko jih imaš pred sabo, velikega adrenalina. Spomnim se, pri svojem intervjuju z dekanjo Metko Tekavčič, opozorili so me kolegi, da je to vselej zahtevni intervju. Jaz sem šel tja in ko sem prišel po 1 uri iz njene pisarne, takole, moker do gat, po domače povedano, tako da strahu načeloma ne sme biti, je pa prav, da je tisti pravi adrenalin in da je v bistvu vse na mestu v glavi, da si pripravljen in da se znaš odzvati. Tadej, še hitro eno vprašanje. Kaj te žene, da vrtaš, tudi če na svoje vprašanje ne dobiš pravega odgovora? Spomnim se, da sem čisto na začetku študija novinarstva, v bistvu v neki izjavi, ki je takrat katedra želela od mene, rekel, da kako si predstavljam novinarstvo in kaj želim od novinarstva, je to, da na eni strani daš glas tistemu, ki ni uslišan in omejuješ tiste, ki so včasih preveč uslišani, pa ne z razlogom. In to me, bom rekel, vodi še danes. Nadzorovati tiste, ki veliko govorijo, pa včasih ne govorijo resnice.
Hvala Tadej, čestitke še enkrat obema debitantoma. Gremo torej naprej, pravzaprav gremo vedno naprej, forward. Tudi letos smo namreč uspeli izpeljati festival in izvesti 4 virtualna srečanja. Najprej smo na današnji čas pogledali znanstvenega vidika z Majo Ratej, Renato Dacinger, Zarjo Muršič in Leo Udovč. Ksenija Horvat je nato zapeljala odličen pogovor z odličnim Johnom Leem Andersonom, Gašper Andrinek pa je debitiral z Ervinom Hladnikom Milharčičem, strokovnjakom za varnost Brankom Lobnikarjem, na protestih napadenim fotoreporterjem Borutom Živulovičem, ki mu tudi tukaj seveda želimo čim prejšnje okrevanje, in Jamiem Weismanom o tem, ali so novinarji in fotoreporterji v nevarnosti. Za zaključek pa je bila še poslastica, kjer sta bila v glavnih vlogah dopisnika Andrej Stopar in Boštjan Anžin. No, piko na i letošnjemu festivalu bo dal programski vodja Gašper Andrinek, lepo pozdravljen. Festival ni potekal v normalnih okoliščinah, pa vendar združil si ljudi iz skoraj celega sveta, obdelal aktualne teme, no tudi spletna dvorana v naših dnevnih sobah, iz naših dnevnih sob je bila vsak dan polna. Ja, res je, ampak moram na začetku poudariti, da brez Anastazije in Romane festival zagotovo ne bi uspel. In čeprav smo že v preteklosti tudi imeli spletne prenose dogodkov festivala, na ta način še nismo izvedli. Iskreno, tistega festivalskega občutka ne moreš zagotoviti na isti način, ker prvotna ideja festivala je in temelji na druženju, ampak tudi v takšni obliki kot edini mogoči. Zdaj se mi zdi, da smo na nek način res poskušali in prikazali tiste dobre prakse, kar pa je bistvo novinarskega festivala Naprej Forward, recimo dobre prakse v znanstvenem novinarstvu. Opozorili smo na nevarnosti in pritiske, ki jih doživljajo fotoreporterji in novinarji, predvsem zaradi krize, in na koncu pa se tudi nekako poskušali odklopiti in nekako pobegnili ter za trenutek pozabili na trenutno situacijo s to poslastico, ki si jo že ti omenila. Ne glede na vse težave, pa ki nas pestijo, bi pa rad postal optimističen. Predvsem bi rad opozoril na podatek raziskave Mednarodnega centra za novinarje, namreč kar 61% novinarjev jim je sporočilo, da so med pandemijo začutili še večjo pripadnost novinarstvu, in zaključil bi pa rad z mislijo gosta festivala, ki se nam je oglasil iz Čila. John Lee Anderson je povedal, da je svet neverjetno zapleten in zanimiv kraj, kar mu daje upanje za novinarstvo, da se odpravi na pot odkrivanja. In obstaja potreba po poglobljenih prispevkih v tem kaotičnem svetu, torej obstaja pot naprej. Hvala Gašper, no in dokaz, da obstaja pot naprej in da obstaja kvalitetno, kakovostno, dobro in optimistično novinarje, so tudi v kategoriji nagrajeni novinarji izstopajočih novinarskih dosežkov. Porota je med kopico prijavljenih prepoznala in izbrala 4 nagrajence ter izrekla eno pohvalo. Če začnemo pri šolstvu, pri poročanju o tej problematiki se je posebej izkazala s svojimi prodornimi, kritičnimi in analitičnimi članki, od opozoril na težave pri šolanju na daljavo, nepripravljenostjo šol do neurejenih razmer. Ne le odlična novinarka, je tudi zelo angažirana dopisnica. Čuvaja za izstopajoči novinarski dosežek prejme novinarka Dela Špela Kuralt. Špela, lepo pozdravljena. Nenehno si v stiku z učiteljicami in učitelji preko projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Kako to, da te tako zelo privlači šolstvo? Izobraževanje je po mojem mnenju, ena najpomembnejših sistemov v družbi. In tudi zato sem res vesela te nagrade, ker dokazuje, da je v bistvu Društvo novinarjev Porota prepoznala pomen izobraževanja. In v tem smislu si lahko le želim, da bo to prepoznala tudi politika, odločevalci. Danes namreč mnogi nimajo tega občutka. Seveda pa pri tem pomaga, da sem sama tudi
mama 3 šoloobveznih otrok. Špela, si dopisnica Dela, ne, in dopisniki so tudi danes dragocen dragulj redakcij. Kaj lahko glede tega položimo na srce uredništvom? Zakaj so dopisniki še vedno tisti ključen element dobrega novinarstva? Prav zato, ker se mi zdi, da najboljše zgodbe prihajajo s terena. To je ena stvari, za katere se najbolj bojim, da bo v bistvu pustila pečat ta epidemija tudi na novinarstvu, se pravi, da nas zapira v take lezume nadaljavo, intervjuje nadaljavo, kar se meni osebno zdi nedopustno. Se pravi, novinarstvo sodi na teren. In na terenu, v najbolj oddaljenih kotičkih Kozjanskega, še bolj oddaljenih kotičkih Zgornje Savinjske doline lahko izvemo tiste res prave zgodbe, mogoče bi kdo rekel malce patetično, ki jih piše življenje, ampak dejansko to drži. Zato jaz res ostajam z dušo in srcem dopisnica in tudi zato sem res hvaležna poroti, da je prepoznala tudi ta vidik. Čestitke še enkrat, Špela. Gremo naprej. Druga nagrajenka je odlična znanstvena novinarka. Po izobrazbi je biologinja in kognitivna znanstvenica, ki s posebno senzibilnostjo pogosto zapletene v latovščino znanstvenega diskurza zavite kompleksne študije prenese v izdelek, dostopen širši javnosti. Čuvaja za izstopajoči novinarski dosežek prejme novinarka Radia Študent Zarja Muršič. Pozdravljena. Še enkrat, Zarja, še enkrat več se je v tem času splošne histerije in pomanjkanju informacij pokazala potreba po umirjenem sporočanju, preverjenih dejstvih. Kako si se lotila vsega skupaj? Vedenje o samem virusu je bilo sploh na začetku zelo skopo. Predvsem na začetku z neko previdnostjo, potem pa kasneje z iskanjem pravih, dobrih virov, verodostojnih virov in pa iskanjem tistih raziskovalcev, ki so imeli kaj zapovedati in raziskovalk seveda. In pa v veliko pomoč so mi bila tokrat socialna omrežja na nek način. In pa predvsem je bil dober trening že preteklih dobrih 5 let sodelovanja v znanstveni redakciji Radia Študent, ki me je dejansko naučila, kako znanost deluje in kako jo predstavljati širši javnosti. In se mi zdi, da je ta trening v bistvu kot znanstveni novinar na nek način skoraj da, čeprav je ta pandemija res velik družben problem in velika težava in vsi komaj čakamo, da je bo konec, je to nek dogodek v znanstvenem novinarstvu, kjer dejansko te izkušnje, poznavanje tega, kako znanost deluje, kako pridemo do nekega vedenja, pridejo prav pri točno tem, kar si omenila, pri prepletanju oziroma pri razlagi nekih kompleksnih raziskav in nekega kompleksnega biološkega pojava, ki pa je tudi družben pojav in na ta način. Ampak vseeno me zanima, kaj napoveduješ za prihodnje mesece, kakšno je tvoje mnenje, kakšna družbena realnost nas čaka? To je zelo nehvaležno iz vidika, je na nek način za prihodnje mesece, pravzaprav je, kot bi vprašali kristalno kroglo, lahko za mogoče naslednji mesec je nekako jasno, da potrebno bo nekako zaustaviti širjenje tega virusa oziroma ga zajeziti, spraviti številke na neko obvladljivo raven. In v nadaljevanju upam, da cepivo, hitri testi in vse ostalo prinaša nekaj upanja za ljudi in potem počasi bomo seveda še že spet vrnili v vsakdanje življenje. To se je zgodilo še po vsaki pandemiji, ki se je zgodila v preteklosti, tako da do tja bomo prišli. Sedaj pa le potrebujemo nekaj malo več potrpljenja in pa upanje, ki pa nam ga seveda mogoče ga imamo vedno manj, hkrati pa seveda znanostjo, s cepivi, s hitrimi testi, z drugimi stvarmi, počasi ponovno prihaja nazaj, se nam vrača. Zarja, čestitke in hvala lepa. Hvala. Tretji je avtor, katerega reportaže so kot vroče žemljice, ne moremo se jim namreč upreti. Preko njega smo bili tudi mi del tistega najhujšega vala, ki je spomladi prizadel Italijo. Zahtevni meseci so za njim, pa je kljub temu z neizmerno energijo, iskanjem natančnih informacij, inovativnimi pristopi in ne nazadnje sočutjem do prizadetih izpolnil
tako pričakovanja uredništva kot gledalcev. Čuvaja za izstopajoči novinarski dosežek prejme tudi novinar TV Slovenija in dopisnik iz Italije Janko Petrovec. Pozdravljen. Janko, pravijo, da vse poti vodijo v Rim in preko tvojih reportaž smo res bili v samem središču dogajanja tudi mi. Ampak vseeno, kako si se ti soočal s to samoto in stisko, ki je prizadela Italijo, medtem ko je bila pri nas situacija še nekako pod nadzorom takrat? Ja, lep dober večer iz Rima vsem skupaj. Hvala lepa žiriji in Društvu novinarjev Slovenije za podeljeno nagrado. Hvala mojim urednikom, ki na moje predloge zelo pogosto, hvala Bogu, odgovarjajo s tem, da rečejo, pojdi na teren, posnemi pa povej, kdaj bo za objavo. In hvala seveda Iris Rupnik, moji snemalki in montažerki, ki vedno znova poskrbi, da imajo moje zgodbe ustrezen ritem in da so lepe. No, če se vrnem zdaj nazaj v konec februarja, pa v začetne tedne marca, Tiziano Terzani je enkrat rekel, Rudnik je tam, kjer si, ko so ga novinarji spraševali, kje dobi svoje zgodbe. Vzemi lopato in koplji. Jaz pri Italiji in tudi v Vatikanu na vsezadnje nimam nobenega izgovora, da ne bi venomer kopal in našel pravzaprav tudi na Plitvem že zelo, zelo zanimive zgodbe. No, potem, ko smo mislili, da skupaj z mojimi kolegi dopisniki iz drugih držav tukaj v Rimu, da nas ne bo doletelo več nič, potem, ko so nas doletele v zadnjih letih pravzaprav vse možne nesreče, je prišla še epidemija in ne nazadnje, ampak prvi smo bili v Evropi seveda. Kako naj rečem, sprejeli smo novo situacijo, jaz sem sprejel to novo situacijo, kakršna je pač bila. In znotraj nje sem se znašel, kakor se je pač najbolje dalo. Nekaj smo šli na teren, ampak takrat, ko so gostilne zaprte, ko so bari zaprti, tudi novinar ne more iti prav res za cel dan na teren, če ne zaradi drugega, zaradi tega, ker nima kje otočiti. Tako da smo se na veliko naslonili tudi mi na spletne kanale in sčasoma seveda na ta način prišli do informacij iz prve roke, do ministrov, do predsednika vlade. Pri tem je bila solidarnost osrednjega pomena, dopisniki seveda nismo drugemu konkurenco, zaradi tega, ker vsak dela za svoj trg in tukaj vsaj v Rimu smo bili izjemno solidarni in ta solidarnost se gre še kar naprej in bo šla naprej, dokler ne bomo vsi cepljeni. Še eno čisto hitro vprašanje, vse skupaj si popisal in opisal tudi v knjigi, ki je šla pred kratkim. Kako sicer izgleda takšen korak izven poti novinarstva? Vse je v bistvu pisanje knjig, ampak to bo povedal bolje Boštjan Videmšek, ki ima na tem področju bistveno več izkušenj od mene, je kar del novinarskega dela. Jaz navsezadnje vsak dan za svoje prispevke napišem 2, 3, 4 strani, vsak dan pišem, samo knjiga je kot format, je nekaj novega. Karantena Rim je bila izjemno lepo sprijeta in jaz upam, da bo našla na knjižne police Slovencev tudi kot božično darilo, se priporočam. Nič, nova izkušnja je bila, moram reči, lepa izkušnja, mi je dala kar precej poguma. Najlepša hvala in prejmi naše pozdrave in čestitke v Rim. Zdaj pa stopimo še k novinarju, ki je iz kriznih žarišč stopil na nov teren podnebne krize. Ta namreč z epidemijo ni izginila je le naša pozornost, kar je pravi lahko usodno. Izbral je delujoče dobre prakse in pokazal, da je svetlejša prihodnost mogoča. Skupaj s fotografom Matjažem Krivicem je obiskal kar nekaj koščkov sveta in tako je nastal projekt Plan B. Čuvaja za izstopajoči novinarski dosežek prejme Boštjan Videmšek. Boštjan, pozdravljen, tvoje reportaže so bile objavljene v Delu in tudi v številnih tujih časopisih in revijah. Sama sta avtorja financirala ta projekt, ki je eden redkih dolgoročnih v našem medijskem prostoru. Pozdravljeni vsi skupaj, jaz bi najprej čestital vsem sonagrajencem, absolutno spoštovanje čutim do vsakega tu prisotnega in se mi zdi, kar je treba poudariti v tem času, da je slovensko novinarstvo v res življenjski formi. V zadnjega pol leta smo igrali tako dobro, ekipno in individualno,
da tista druga stran, ki nam poskuša noge lomiti, nima prav nobene male jebene šanse, da bi nam mogla karkoli narediti, in to je vse, kar je v tem trenutku pomembno. Boštjan, nisi ravno znan po tem, da počivaš ne na lovorikah, ne doma na kavču. Kaj nam pripravljaš v naslednjem letu, kakšen bo tvoj plan C? Jaz s fotografom Matjažem Krivicom, ki je soavtor knjige Plan B, vsekakor nameravava nadaljevati na polju podnebne krize. V bistvu sva sprejela neko tako zavestno odločitev za, ne vem, če je to pravilen izraz, konstruktivno novinarstvo. Praktično celo življenje, celo novinarsko kariero sem postavila vprašanja, pa se mi zdi, da je moja družbena odgovornost, glede na izkušnje, znanje, videno, doživeto, da mogoče kdaj ponudim tudi kak odgovor, a ne? In da v bistvu, če citiram Davida Epsteina, ameriškega športnega novinarja in znanstvenika, razširim svoj razpon, range, in da postanemo raznovrstneži. Mislim, da prihajamo v čas, ko bo zelo, zelo pomembno obvladati več prvin in izstopati iz nekega fahidiotizma. To se mi zdi tudi zelo etično, zelo, zelo pomembno. In na polju podnebne krize, ki je tako prekleto celostna in vseobsegajoča, je multidisciplinarnost praktično ključna. Tako sociološko kot tehnološko. Najlepša hvala tudi tebi in še enkrat čestitke. Sicer pa je epidemija koronavirusa močno spremenila novinarsko delo in tudi pričakovanja javnosti. Da so vsa uredništva delala dobro in verodostojno, je še posebej pohvalila porota letos, se pa je kljub temu odločila, da podeli posebno pohvalo enemu uredništvu, ki je na hitro popolnoma prilagodil svojo programsko shemo, procese dela in ponudil tudi izvirne vsebine, tako v klasičnem radijskem etru kot v digitalnem okolju. V popolnosti so izpolnili vse vloge medija, da informira, izobražuje in zabava. Pohvalo porote prejmejo letos sodelavci uredništva Vala 202. Nejc Jemec, odgovorni urednik ekipe, lepo pozdravljen. Ves čas ste zagotavljali ažurne servisne informacije, vzpostavili forum zmirnosti in verodostojnosti, obenem pa nadomeščali sicer odpadla druženja v živo, od koncertov, izletov ni da ni v bistvu. Torej radio še zdaleč ni pasé in vi ste dokaz za to, kaj ne? Ja, upam, da ja, glede na to, kaj si zdaj omenila, moram priznati, da sem kar v nekolikšni zadregi, predvsem bi rekel, da smo se trudili, da bi vse to, kar si zdaj opisala, dosegali. Upam, da nam je čim bolje uspelo. Ko praviš, da radio ni pasé, absolutno ni. Iz večjih virov smo dobili tudi sporočila, da so nekateri poslušalci, mogoče v preteklosti ne tako intenzivni, ponovno oživili svojo mogoče pozabljeno strast do poslušanja radia in to nas neizmerno veseli. Bili so posebni časi in v resnici še vedno so in verjamem, da lahko radijski mediji, pa naj bo to na FM-u ali pa v digitalnem okolju, se na nek drugačen način mogoče dotakne ljudi. Nejc, kako pa je težko takole na vrat, na nos, obrniti vse skupaj na glavo in delati drugače s tako veliko ekipo, kot jo vodiš? Mogoče bom nekoliko presenetil z odgovorom, ampak v resnici niti ni tako zelo težko. Glede na to, kakšna ekipa smo, da znamo stvari, se mi zdi, prioritizirati, se posvečati bistvu, to je po mojem, da naš output, program, in so v takšnih trenutkih, kakršni so, odpovedati vsemu ostalemu balastu, je na koncu pod črto v resnici stvar precej enostavna. Je izčrpljujoča, ne bom tajil, so tudi trenutki, ko je res naporno, ampak v resnici v tem okolju, s temi sodelavci, tako in drugače sposobnimi, povezanimi, tudi izkušenimi, natreniranimi, bi rekel, za takšne trenutke, ne pod črto ni tako nemogoče, ni tako zelo zahtevno. Hvala lepa. Ostanite takšni še naprej, tako kot ostanite naprej vsi ostali novinarji, ki ste letos izstopali. Hvala vsem še enkrat. Če zdaj skočimo od novinarjev k našim pomembnim sopotnikom, fotografom, porota v sestavi Uroša Hočevarja,
Kaja Goljat, Bora Slanaj, Mateja Družnika in Uroša Abrama je imela letos zelo zahtevno delo. Nabor poslanih fotografij in fotozgodb je bil namreč zelo kakovosten. Na koncu so izbrali sledeče: za posamično fotografijo neobičajen pogled od zgoraj, ravno prav odmaknjen, da dovoli kritičen razmislek o demonstracijah. Podoba, ki ponuja kreativen pogled na kreativno izigravanje omejitev prepovedi zbiranja, je fotografsko in likovno dovršena fotografija, objavljena v časniku Mladina. Čuvaja za najboljšo posamično fotografijo prejme Gašper Lešnik. Gašper, pozdravljen. Živijo. Kako se ti je, povej, sploh porodila ideja, da greš na vrh Trga Republike in pritisneš sprožilec? Ja, v bistvu je to bila zanimiva zgodba, ker, da ne bom predolg, bi jo razložil zelo na hitro, in sicer tisti dan se je začelo nekako, protesti so se začeli večati in nekako, glede na to, da bi rekel po domače, imam prednost domačega terena, sem se nekako v sivi coni, če se izrazim na tak način, nekako povzpel v 16. nadstropje do nekih prostorov in od tam bi rekel čez šipo, ker tam dejansko se ta odpira okno, karkoli, pač pritisnil na sprožilec in nekako je v ta trenutek tega gibanja, te množice kolesarjev, pač, da sem nekako, bi rekel, zajel to gomoto, kot mislim, pač neko silo, ki žene pač te proteste še danes, recimo, mogoče v neki drugi obliki kot takrat, no, ampak. Gašper, najlepša hvala. Tukaj se opravičujem, ker zaradi tehničnih težav nismo mogli pokazati tvoje fotografije, jo pa bomo objavili tudi v Društvu novinarjev. Od posamične fotografije pojdimo k fotoreportaži o malih nevidnih ljudeh, ki so zaradi paničnega odziva politikov in politike spomladi obtičali v Sloveniji. Prepuščeni so bili sami sebi in svoji iznajdljivosti. Gre za vsebinsko bogat nabor podob, ki jih vodi izrazito racionalna misel, oplemenitena s čustvenim nabojem. Čuvaja za najboljšo reportažo prejme fotoreporter Dela Voranc Vogel. Voranc, pozdravljen. Takšne reportaže verjetno pustijo nek pečat tudi tistemu, ki stoji za fotoaparatom. Po drugi strani pa s takimi reportažami dajete glas šibkemu in običajnemu človeku. Ja, absolutno. Čeprav najprej bi rad čestital vsem sonagrajencem, izbirajo oziroma nabor kar zelo dober. Moram priznati, da je ta reportaža, ki sem jo oddal, moja druga izbira. Najprej sem hotel dati 10 črnih fotografij, in sicer zato, ker pač smo gledali cel čas fotografije z Bergama, iz Srbije, iz Španije, tam je bila res kritična situacija. Ko smo pa mi hoteli iti v UKC, se pa recimo PR-ovac sploh ni oglašal na maile. Tako da se mi je zdelo, da bi nekaj takega bilo primerno, bolj kot to. Ampak kar to pomeni, je, da je bolj bistveno, da ne pristanemo na to, da nam bo nekdo dajal neke svoje novice pa PR-ovske izdelke, ampak da vztrajamo na tem, da bomo naredili sami zgodbo. In ena taka zgodba je tudi to. Voran, zaenkrat hvala. Porota je sicer izrekla tudi 3 pohvale, 2 v kategoriji posamičnih fotografij in 1 za fotoreportažo. Če začnemo pri prvih, fotografija s protesta kulturnikov pred Ministrstvom za kulturo. Ponuja neobičajen pogled, ki priklene in ne dopušča hladnega odnosa. Nadvse premišljena kompozicija kot posrečena sestavljanka diagonal deluje lahkotno in igrivo. Pohvalo porote za posamično fotografijo prejme fotoreporter Večera Robert Balen. Pozdravljen, Balki. Za dobro fotografijo je pogled včasih treba usmeriti tudi od spodaj, kaj ne? Oprosti, ne slišimo te. Unmute.
Imamo nekaj tehničnih težav, nič hudega, se potem vrnemo k tebi čisto na koncu, če uspeš urediti te svoje zvočne tehnične težave. Gremo naprej. V mnoge svetove in mnoge male zgodbe pa nas je spustila vsebina večplastnost fotografije, pročelja naše največje bolnišnice. Gre za poliptih znotraj ene same fotografije, pri čemer geometrijsko enakomerno razdeljena kompozicija, polna intimnih zgodb, napeljuje na posameznike, ki vsak po svoje igrajo svojo vlogo in odgovarjajo celoti. Pohvalo porote za posamično fotografijo prejme fotoreporter dela Voranc Vogel. Še enkrat pozdravljen, Voranc. Fotka uprizarja male junake, neznane zmagovalce in tudi tihe poražence. Kaj si ti vse našel v tej fotografiji? Mislim, da je odgovor enak prejšnjemu. No. Pač ta fotka je tudi posledica tega, da bliže nismo mogli, tako da pač to je, kar smo lahko delali v tem času, v marcu. Je pa nastala čisto na ključu, hotel sem fotografirati lučke ljudi, ki so doma, in zdaj pač slučajno se iz te stolpnice videli tudi na UKC. Fotka je zelo zgovorna, dobil si od zunaj vpogled tja, kamor javnost takrat ni imela in še danes pravzaprav nima vstopa. Ja, mislim, to je tak rear window, no. Mal je strašljiv, mal je pa tudi nekaj ne rečem. Ja, takrat se je zdelo pač, da smo na vrhuncu epidemije in da zdravstveni delavci delajo vse, kar lahko. Takrat se jim je ploskalo na balkonih, takrat se je pač počelo vse to, kar se je zdelo primerno, danes smo pa vemo, kje ne. Tisočkrat v slabši situaciji. Še enkrat čestitke. Zelo intimna pa je tudi dokumentarna serija Dvorišče, ki je nastala ob popolni ustavitvi javnega življenja in omejitvi gibanja. Gre za pripoved velike zgodbe na najbolj osebni ravni. Za svojevrsten pogled skozi dvoriščno okno, skozi premično ključavnico. Pohvalo porote za reportažo prejme tudi Matjaž Rušt. Pozdravljen, Matjaž. Omejevanje gibanja in omejitev javnega življenja je za fotoreporterje svojevrsten paradoks. Ti si ta čas izkoristil, odkje je ideja in kako se fotoreporterji pravzaprav sploh znajdete pri delu od doma? Ja, lep pozdrav vsem in čestitke vsem sonagrajencem ter hvala za podeljeno nagrado oziroma pohvalo. Meni dejansko nikoli ni bil nek problem ta omejitev nekega prostora delovanja, vedno sem pač mislil, da je pač treba znati na svojem dvorišču nekaj narediti. Tako da meni je bilo samo fascinantno, ko se vse to skupaj začelo, tukaj za mano je okno, postalo živo in pač sem začel to opazovati od prvega dneva karantena dalje in neka fascinacija nad tem druženjem se mi zdela vredna dokumentiranja. Pravi za nekim mrtvim centrom mesta, ki je totalno kontrast temu, kar se je tukaj dogajalo. Tako da, ja, zgodbe se nekako najdejo na vsakem vogalu, tako da ni treba potovati na drug konec sveta zaradi tega. Zdaj, udeleženci niso vedeli, da jih fotografiraš. Misliš, da je to naredilo fotografijo bolj pristno, tvojo zgodbo bolj resnično? Pa mislim, da, kaj pa vem, mislim, da je to ustrezno tej temi oziroma tej situaciji. Ne mislim, da je, če portretiranec ve ali ne ve, da to karkoli lahko pomore, če ne ustreza sami tematiki. Tako da se mi zdi, da v obeh primerih lahko čisto enako verodostojna oziroma resnična zgodba, če udeleženec ve, da je fotografiran ali pa ne, tako da relativno. Najlepša hvala. Zdaj, če se še enkrat vrnemo k izgubljeni komunikaciji z Robertom Balnom. Se slišiva zdaj? Še vedno imaš oprosti tehnične težave, še vedno te samo vidim, slišim te pa ne.
Žal bo Balki tvoja razglasitev, tvoje mišljenje moralo počakati do tistega trenutka, ko ti bomo lahko čestitali tudi v živo. Lep pozdrav in čestitke. In zdaj gremo na grande finale. Razglasitev nagrade za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu. Porota je zapisala sledeče. Sodi med vodilna imena slovenskega novinarstva, za njo so slaba 4 desetletja poklicne poti. Dejstva so zanjo bolj sveta od papeža, vendar dejstva sama po sebi niso vredna toliko, če niso vpeta v družbene, politične, kulturne, ekonomske in zgodovinske kontekste. Njen komentatorski slog je prepoznaven, poglobljen, tudi oster, njena poročila so zgodbe. Eseji na zadnji strani spletne priloge so zgodbe, intervju je zgodba. Četudi se je relativno veliko ukvarjala z verskimi skupnostmi, je univerzalna novinarka. Nabor tem, fenomenov, s katerimi se je ukvarjala, je izjemno širok, od navidez banalnega vsakdanjega življenja do visoke politike, oziroma obratno, od visoke politike do navidez vsakdanjega življenja. Čuvaja za prispevek slovenskemu novinarstvu podeljujemo novinarki Dela Jožici Grgič. Jožica, pozdravljena in iskrene čestitke. Ne bom dolgovezila, beseda je preprosto tvoja. Zdravo, hvala lepa. Vsem ste zastavili vprašanje, razen meni, tako da pravzaprav ne vem, o čem bi govorila. Pot je bila dolga, lahko pa rečem to, čestitam vsem kolegom in lahko rečem, jaz sem pač na koncu poti in ko spremljam te kolege, ki so nocoj med nagrajenci, sem ponosna, da novinarstvo ostaja to, kar naj bi bilo v mojih predstavah. Predanost delu, srčnost, predvsem pa vera. To je to. Kar izvoli? Ja, mislim, govoriti o tej dolgi poti, na kateri je bilo, torej več desetletij je trajala, kot ste sami omenili, se mi zdi, da ne bi vedela niti kje začeti, kje končati. Mogoče kot zanimivost samo to, da sem začela v športni redakciji Dela kot študentka. Delu sem ostala zvesta do konca in vmes se je veliko spremenilo se je v načinu dela, mogoče tudi v merilih, o tem, kaj se od nas pričakuje novinarjev, kaj je dober tekst, kaj je slab tekst. Tukaj so včasih meje bile, se zabrisujejo, predvsem pa mislim, da nas v zadnjem času, da nas ubija količina in to je precejšnja razlika v primerjavi s časi pred tem, ko smo imeli čas tudi za lastno profilacijo, pri kateri so nam pomagali starejši, izkušeni kolegi, medtem ko mladi novinarji danes tega nimajo. In ta tekma z Googlom, kakor nam je Google po eni strani olajšal delo, mi smo bili analogni, vsaj jaz, večji del novinarskega življenja. Torej, ta Google nam je olajšal, po drugi strani nam pa dela v nekem smislu potuho. Predvsem pa nas prisiljuje v tekmo s spletnimi mediji, klasične medije sili v tekmo s spletnimi mediji. Jaz pa mislim, da je ta tekma vnaprej izgubljena in da bo treba najti nek drugačen model. Sama pa še vedno verjamem, da
bodo klasični mediji v kakršnikoli obliki in na kakršnikoli platformi že obstali. Mogoče ne vsak dan, mogoče občasno, mogoče enkrat na teden, ampak torej obstal bo tisk, obstal bo vsak klasični medij, no to zdaj je že tudi večkrat ponavljana zgodba, ne, tako kot se je napovedoval konec knjige, se napoveduje konec klasičnih medijev, ampak ni se zgodilo ne eno, ne drugo in mislim, da bo tudi v tem primeru tako. Iz tvojih ust? Naprej. Hvala še enkrat in čestitke tako tebi, Jožica, kot vsem nagrajencem. Hvala lepa. Za konec pa še... Vsem vam. Lepo pozdravljeni. Za konec pa še enkrat, Petra, lahko res čestitava vsem nagrajencem. Ja, še enkrat bi se pridružila čestitkam, posebej Jožici Grgič za nagrado za življenjski prispevek slovenskemu novinarstvu. Mislim, ne glede na to, koliko valov nas še čaka, ki se zdijo strašljivi, ki napovedujejo neko pesimistično prihodnost do neke mere, je za slovensko novinarstvo res pomembno, da ohranimo ta val, na katerem smo zdaj. To pa je točno to, kar so kolegi izpostavljali nocoj, nek val solidarnosti, odločnosti, neustavljivosti, neomajnosti, poguma. Mislim, da so vse to lastnosti, ki lahko vodijo k temu, da slovensko novinarstvo ostane kakovostno, da ima perspektivo in da se ne damo, preprosto, da se ne damo. Mislim, konec koncev smo tudi zdaj v teh izrednih razmerah dokazali, da smo lahko tisti glas razuma, objektivnih informacij, pomembnih informacij za ljudi, da vedo, kam se obrniti. Zagotovo se je skozi to sito, ki je bilo nastavljeno v vsej tej poplavi, izkazalo, katere informacije so verodostojne. Prepričana sem, da bodo ljudje znali ločiti in zaupati verodostojnim vsebinam. Tako da verjamem v vse nas, novinarje, fotoreporterje, in predvsem verjamem v to, da ne glede na vse pritiske, ki se krepijo, bomo sposobni ohraniti hrbtenico, večkrat smo to pokazali in prepričana sem, da bo tako tudi naprej. Petra, najlepša hvala tudi tebi. Ko se razmere izboljšajo, pa vas še enkrat vse povabimo na tisto pravo podelitev nagrad, na katerim bomo lahko vsem nagrajencem zaploskali in jih objeli. No, če si zdaj sposodim za konec besede našega nekdanjega predsednika društva, Matija Stepišnika, Forca, s Petro dodajava: srečno v imenu novinarstva. Srečno.